Trije mušketirji tukaj iz seminarske sobe na Andragoškem centru Slovenije, Darjan, Franci in moja malenkost in dekleta Ana, Nevenka, Mateja, Erika. Vas prav lepo pozdravljamo na letošnjem 4., sicer pa že 10. forumu po vrsti, forumu uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih. To je projekt, ki nam omogoča, da sicer nagovarjamo področje izobraževanja odraslih, vendar da gremo malce izven siceršnjih okvirčkov. In tudi danes je tako. Spogledovali se bomo z vseživljenjsko navezo učenja in kulture. To sicer počnemo tudi v tednih vseživljenjskega učenja, kot bomo danes še večkrat slišali. Verjamemo, da je ta naveza resnično trdna, povsem naravna, zato je naravno tudi zavezništvo, ki smo ga sklenili danes s številnimi partnerji, ki bodo danes nastopili. In morda za začetek še nekaj tehničnih napotkov. Mateja je vedno vesela, če povem, da vsaj nekaj minut pustite svoje kamere prižgane, zato da lahko naredimo ekranske slike vseh prisotnih. Potem sta moja fanta tukaj strašno vesela, če povem, da je treba izklopiti telefone, zato da ne motijo poteka dogodkov. Sama sem pa predvsem zelo hvaležna vsem vam, ki ste tukaj z nami, kot sem že povedala pred samim dogodkom, in celo ideja je nastala v času priprave par minut nazaj, da vas prosimo vse tiste, ki ste nas spremljali na vseh 4 dosedanjih forumih, se pravi na tistem o zelenih spretnostih, o digitalnih spretnostih za življenje, o spretnostih za zdravje in danes spretnostih za kulturo, da se nam javite v klepetalnici s svojim imenom, pa morda tudi ustanovo, saj večino vas poznamo, ampak vse tiste torej, ki ste nam zvesti in ste 4-krat sodelovali, šteje tudi, če kdaj niste imeli časa biti z nami v živo, to je pod navednicami seveda, Zoom ni v živo, pa je na nek način. Skratka, tudi velja, če ste si forum pogledali za nazaj. Javite se nam in boste prejeli po pošti ali pa kako drugače tale zvezek tednov vseživljenjskega učenja v praznični rdeči barvi, tako da morda se vam zdi privlačen, mi bomo pa izvedeli, kdo ste tisti, ki ste res naši zvesti spremljevalci. Tako, zdaj pa gremo kar k programu, kajti ta je zelo nabit, veliko zanimivih vsebin nas čaka danes in prva je velika dama slovenskega ljudskega izročila. Prispevek za gospod Dušico Kunaver, veste, o komu teče beseda, je bil posnet vnaprej z Darjanom in Dušico, seveda smo se imeli krasno in lahko govorim najbrž tudi v Darjanovem imenu, da sva se počutila kot 2 otroka, ki prisluhneta osebi, ki ji popolnoma zaupata, ki jo rada poslušata, ki jo imata rada, ker govori stvari, ki pobožajo. In verjamem, da bodo pobožale tudi vas. Prisluhnimo Dušici, je pa sicer tudi z nami in bo na koncu lahko spregovorila, odgovorila na kakšno vaše vprašanje, komentar in podobno. Izvoli Dušica, najprej tako z video prispevkom. Prav lep pozdrav. No, danes smo se zbrali ravno na Miklavževo. Pomeni, da nam je Miklavž prinesel slovenske pravljice, pesmice, zgodbice, šege iz ene ogromne skrinje, kjer je neizmerno veliko bogastva. Že tega se moramo zavedati, da imamo mi Slovenci neizmerno veliko bogastva ljudske dediščine. No, ker je to tako velika količina, bomo mi danes se omejili samo na pesmice, pripovedi pa šege recimo, pa na 3 najpomembnejše elemente našega ljudskega izročila. To je voda, les in kruh. Zdaj pa še to, mi smo si dali naslov Slovenska ljudska dediščina v dediščini in doti.
pomeni, da se bomo ozirali nazaj v preteklost, v dediščino, pa ne bomo pozabili pri tem na prihodnost, kaj vse nam to kot dota pomeni. No, pa če gremo, recimo, začnimo s pesmicami. Poglejmo, eno je zdaj pa spet, eno je vedenje, eno je zavedanje. Mi vsi, na primer, vemo, da smo v votlini divjih bab našli najstarejše glasbilo na svetu. To vsi vemo. Ampak da se mi zavedamo, da je 60 000 let na naši deželi odmeva melodija, da so egipčanske piramide stare 5-6 tisoč let, naša piščal pa 60 000. Pomembnosti te piščalje se zavedamo, da je Ljoben Dimkarovski, so imeli na Japonskem eno svetovno srečanje arheomuzikologov, pa je on na to piščal zaigral evropsko himno. No, zdaj pa gremo mi k ljudski pesmici. Mi imamo 10 000 ljudskih pesmi, 10 000. Samo doktor Karl Štrekelj je od začetku prejšnjega stoletja, samo v njegovi izdaji je skoraj 10 000 pesmi. Koliko jih danes izgubljamo, ko od nas odhaja stari rod, zadnji rod slovenske starosvetne vasi. Ampak gremo pa mi danes na pot po naši ljubi deželi s pesmico. Poglejmo, ljudska pesem zraste iz zemlje. Na Gorenjska je poskočna, Gorenjska vsa skače. Skačejo gore, skačejo doline, gori, doli, skačejo slapovi, skače polka, skače valček, židana marela, skačejo barve, skače pesem. Jaz pa pojdem na Gorenjsko, jaz pa pojdem na Gorenjsko, skače. Potem pa greš čez gorato Koroško, po Koroškem, po Kranjskem že ajda zori spet skače. Pideš na ravno štajersko deželo. Počasna Mura, počasna Drava, ravno polje. Pojdem na Štajersko, gledat, kaj delajo ljubice tri. Je ravna, počasna pesem. Pol vesela Gorenjska, hribčki gori, doli, vinogradi. En hribček bom kupil, bom trte sadil. Pideš v Belo krajino, bela breza, bela krajina, belo platno, bela hiša. Tam lepanka kolo vodi, že Krko, valovito kolo, tako kot Krka, tako kot Lahinja reke. Potem greš proti morju, barčica po morju plava, čutiš valovanje morja. Ta ljudska pesem je silno elementarna, iz pokrajine izhaja. Pejmo v pripovedi, a se mi zavedamo, da lahko iz ljudskih pripovedi, iz tisočerih ljudskih pripovedi sestavimo zgodovino naše dežele. No, ne bomo to imenovali kot zgodovina, da ne bojo znanstveniki kaj slabe volje, bomo pa rekli ljudska kronika. Sam poglejmo, res pa je, da imamo mi dve zgodovini. Ena je tista šolska, vse točni podatki, vse štima, kdaj pa kje pa kako pa kdaj pa zakaj. V ljudski pripovedi ni nobene točnosti. Ta je šla pripoved iz nepismenega deda na nepismenega vnuka, vsa mesta so zamenjana, vse imena so zamenjane, sam verjami pa vsebino. Pri šolski kroniki imaš točne podatke, nikdar pa ne veš, kaj je minister Gregor velel zapisati ali pa ne zapisati. Pri ljudski kroniki, ki pa niso točni podatki, je pa vsebina točna. Pa vedno v vsaki ljudski pripovedi je resnica, dajmo se mi tega zavedati. Vedno je resnica v neko zrno, pa če je še tako neverjetno, velikan Hrust je naredil Šmarno goro. Kje pa je tukaj resnica? Resnica je v ljudski logiki. Ja, veliko goro naredi velikan, pa češ kaj bolj pametnega povedati. Ali pa boš našel resnico v neki želji, v neki veri. Koliko
koliko je pomagala živeti našemu ljudstvu ljudska pripoved. Pomislimo, da tako težko zgodovino, 1000 let lačanstva, 300 let Turkov, 400 let kmečkih puntov, vse kuge, lakote, drug mu je lahko rekel, poglej, saj veš, kdo je tamle v gori peci. Če bi bilo zelo hudo, bi bil on zdaj že tukaj. Vse smo preživeli, pa bomo. Ta večno upanje, ta ganljiva želja, da imamo tam spečega vladarja, res se mu brada ovija okrog kamnite mize, ampak tam je. In toliko dragocenosti v teh ljudskih pripovedi, pa ne smemo misliti, da ljudstvo ni verovalo v vse to. 1000 let po zmagi krščanstva nad poganstvom so bili naši gozdovi polni vil, škratov, povodnih mož. To so bili sovaščani in so pomagali vaščanom. Ja, ena mati, ko je šla na polje, doma je pustila 5 otrok, je rekla, da ne bo šel kdo k vodi, ker ga bo povodni mož not potegnil. Ja, ta povodni mož je tej materi pomagal. Veliko bolj brez skrbi je šla na polje, ker je vedela, če bojo otroci oslarije delali, k vodi pa ne bojo šli. Ti, moja ljuba hčerkica, nikar ne obračaj na fante oči. Ne zato, ker sem jaz tečna mati, ampak lahko se ti to zgodi, kot se je Šeferjevi Urški v Ljubljani, saj veš, kaj je bilo, a ne? Še 3-krat sta se na bregu zavila, plesajo v valove, šumeče planila. No, ona ni to povedala s Prešernovimi verzi, ampak verjela je v to in je pomagala pri vzgoji otroka. Da ne govorimo o šegah, pa smo spet pri vedenju, pa pri zavedanju. Ja, če bi rada današnja Evropa videla Evropo izpred 5000 let, ne pridejo k nam pogledat. Pri nas so žive šege, še danes žive šege iz časov evropske pradavnine. Se Evropa je bila vendar skupni jezikovni in skupni kulturni prostor. Vsi jeziki evropski so izhajajo iz indoevropskih korenin. Tudi ta kulturno, sonce je bil najvišje božanstvo. Pri nas so žive šege. Poglejmo, še 89. leta, zdaj, pred 30 leti, so pod Korenu fantje Pehtro babo jagali. To pomeni, Pehtra baba je starka zima. Starka zima. Ti enega Evropejca, katerega koli, reč Nemca, Francoza, Angleža, vprašaš, nariši zimo, narišijo. Ne zimsko obhajen, zimo nariši. Starko bo šel risati. V praspominu imamo mi starko zimo. Pri nas je bila ta starka zima, Pehtra baba, še živa. Taka kot zima, ali je dobra zima, ali je huda. Kaj pa kurent naredi? Tako zelo je strašen, da se ga zima ustraši. In se potem po pustu ne upa več nazaj priti. In ta strašni kurent je seveda pogumni borec proti zimi. Pomlad nam prinese kdo? Zeleni Jurij. Zeleni Jurij je bog pomladi, vesnik. In ta nam še danes, ta obred zelenega Jurija je poganski obred, imaš živega boga, kot ta deček, pa imaš potem drevesno božanstvo. Ja, se mi vsega tega zavedamo, da smo 1000 let ohranili žive šege vse do danes. No, ko smo govorili o 3 elementih, voda, les in pa kruh, to so tako bogato izročilo iz teh 3 elementov. Voda, les in kruh so spremljali našega človeka od rojstva do smrti. Rodil se je v leseni zibelki, odšel v leseni krsti. Ko se rodiš, te z žegnano vodo krstijo, na koncu na parah pa še malo poškropijo žegnano vodo. Potem kruh. O izročilu kruha, o žlahtnosti kruha, neizmerna dediščina. Pa spet, od krstne pogače, pa do, no, če gremo od začetka do konca življenja, pa do kruha ob sedmini, ali pa takrat, ko so po vasi hodili domači povedati, da je oče umrl in so kos kruha dali tisti hiši.
No, spet, pri nas je Šek samo zato toliko tisoč, ker je vsaka vas ima svoj glas. Vsaka vas ima svoj glas, to je dobesedno res. Da je to res, sem se naučila, ko sem 30 let hodila po naši ljubi domovini, od vrtcev do šol, društev. Največ sem se pa naučila v domovih za ostarele. Tam imam pa jaz vedno svinčnik, pa sam pišem, kolikor moram si zapisati. Poglejmo, zdaj pa gremo nazaj k vodi, recimo. Poglejmo voda kot najstarejši kažipot. Vse najstarejše poti grejo ob vodi. Mi, no, ko smo tukaj na enem križišču, recimo Jantarske poti, Baltik, Jadran, pa imaš pa Črno morje, Jadran. Točno tukaj, kjer smo mi danes, je bilo to križišče. Ampak je šlo skozi ob vodah. Vode so, smo rekli, kažipot. Vode so prebivališče bajnih bitij. Povodni možje, vile, kje živijo, koliko vil imamo, ogromen, imamo rečne vile, imamo jezerske vile, imamo v podzemnih jamah vile, imamo gorske vile, ki v gorah, tam, kjer so beli oblaki, tam so one plesale s svojimi belimi oblačili. Jama Vilenica vzemimo, ne, pri Sežani. Ja, dejansko po zimi, ko je bolj toplo v jami, kot zunaj se naredi tista meglica, seveda v tisti meglici so plesale te bele vile. Ob jezerskih meglicah, da ne govorimo o prisotnosti vil, o pohorskih vilah, o gorjanskih vilah, koliko moralnih vrednot je v teh pripovedkah. Ta dobrosrčni pastirček, ko je dal vilam mleko, so one mu povrnile, dobro se z dobrim plača, slabo se slabim plača, kakšno dragoceno sporočilo. Poglejmo les, pa smo spet, dajmo vedenje pa zavedanje. No, bi modernim, mogoče gospodarstvenikom malce potrkali. Oni sklepajo posle, potem pa pelje svojega poslovnega partnerja na eno kosilo, recimo. Pa naj mu z avta pokaže, recimo, kozolc toplar. A se mi zavedamo, da je to svetovna špica ljudske gradnje. Da je kozolc toplar naredil nepismen gradbenik. No, ne eden. To so izkušnje stoletij. Ampak kozolca tudi potres ne podre. Da tisto konstrukcijo kozolca toplarja ne gre računati, en lesni inženir bo rekel, da ne more boljše zračunati, bolj trdne gradnje. Da ne govorimo o sami organizaciji gradnje. Da je en vaški mojster naredil 4 stranice, potem vse vaške fante postavil vsakega na svoje mesto, pa je rekel ho, ruk. In so te 4 stranice padle skupaj za naslednjih 400 let. Po 400 let stoji tak, brez enega žebla. To so leseni čepki. Koliko je znanja, kdaj se les seka. To je točno vedel, kdaj je polna luna, kdaj je prazna. To gre za neko ogromno znanje. Kako so sušili ta les. Da je najprej ga ležal na tleh, da je še potem rastel toliko časa, da se je tisti sok. A mi to spoštujemo danes? Ali visijo na kozolcih reklame za trgovine? A spoštujemo to kot en višek tehničnega znanja? A gremo v muzej Bistra pogledati, kakšna tehnična čuda so lesne žage, mlini, kakšen mehanizem je na mlinu? Delo neukega, nepismenega slovenskega kmeta. No, pa če smo že pri lesu, Panska končnica, svetovni višek ljudskega slikarstva. A je še kje kakšen narod, ki bi na 600 motivih, lesenih deščicah narisal svojo zgodovino, pobožnost, nagajivost, ampak mi to vse vemo, pa nič več kot to. Ko smo govorili, da imamo s piščaljo iz divjih bab
najstarejše glasbilo na svetu. Ne smemo pozabiti, da imamo v lesu najstarejše vozilo na svetu. Kakšne poznavalce lesa imamo. Da je 40 000 let stara, recimo, os na puščici, najdena tudi v Barju, ampak narejena je iz tise. Danes moderne tovarne športnega orodja delajo loke iz tise. Da je recimo kamenodobni naš tlele mostiščar iz Barja naredil najstarejše kolo na svetu. To je najstarejše vozilo na svetu. Tako je, kot so danes naši avtomobili. Kaj so avtomobili? 2 kolesa, ima pa 8 vmes. Točno to je naredil ta kamenodobni mojster, ki je med 2 kolesa dal os. Danes ti kozolci, ko so tudi taka umetnina, je točno vedel, kdaj bo uporabil hrast, kdaj jesen. To gre za neko ogromno znanje. In dajmo se tudi tega zavedati, pa znati ceniti in spoštovati. Poglejmo kruh. Kruh je ena ganljiva umetnost. Koliko čarov je v kruhu. No, glejmo, zdaj smo december mesec, bliža se Božič. Božična miza, to je bil oltar v staroslovenski domačiji. Točno, ampak od kraja do kraja različno. Natančno si moral vedeti, kaj je v tvoji vasi predpisano. Gospodinja je to vsaka vedela. Da mora biti tam voda, zato da jo bo ne preveč, ne premalo, v naslednjem letu ne sme biti ne suša, ne poplava, pa golida z mlekom, zato da bojo krave nesle, pa mora biti semensko žito, zato da bo dobra letina, pa mora biti roženkranc, zato da bo pobožnost v hiši. Zdaj pa kruh. Kruh je imel pa toliko čarodejnih moči, božični kruh. Zdaj pa spet različno. Po nekaterih vaseh so spekli en kruh, pa so ga rezali za 3 božiče. Se reče na svet večer, na silvestrov večer, pa večer pred svetimi 3 kralji. In potem vsak član družine je dobil en košček. Tudi piščanček, tudi putka, tudi prašiček, vsak član družine je dobil en košček tega svetega kruha. No, potem očka je dal otrokom tako visoko, je držal tisti košček, otrok je skočil in je potem zrasel tako velik, že s tem načinom, kako ga je dobil. Če si zataknil košček kruha za kljuko, si coper odganjal. Če ga je dal semensko žito, je bila dobra letina. No, vzemo pa dražgoško dekle, ki je pa, verjelo, da če je ta kruh prinese in zdravje in srečo in dobro letino, bo pa še mojega Janeza za mene vnel. No, in potem je naredila dražgoški krajček, še danes moramo videti, koliko starih čarov nosi v sebi ta dražgoški krajček, in ga je potem na večer pred svetimi kralji dala svojemu fantu, ki ga je rada imela. Ona mu je na ta način povedala, da ga ima rada. Slovensko dekle ni imelo nobene možnosti, da bi rekla fantu, da ga ima rada. To je bilo izven naših navad. Dražgoški krajček je ljubezensko pisance, pa pisanica belokranjska. Ona je belokranjsko pisanico je naredila, deklica, tako lepo je napisala svojo ljubezen na tisto pisanico in ga je na ponedeljek velikonočni dala fantu, in v kolu so plesali Birejanka, Birejanka, koga tebi drago, samo nemoj, koga nimaš rada, sad se vidi, sad se zna, koga ona rada ima. Ona je povedala, in če se vzame, to je vse, kar je lahko naredila. Pa so starši povedali, kjeri grunti ne pašejo bajtam in kjere bajte ne pašejo gruntom. Ampak v domovih za ostarele pa najdeš babico, staro starkico, pa mi je še pokazala tisto pisanico, rekla, veste, vedo je pa le. Da kar srce te zaboli, ko veš,
da kaj je do fanta, ki ga je imela rada, lahko naredila, da mu je nekega davnega velikonočnega ponedeljka dala pisanico, pa da je 2 minute z njim plesala, drugega ni mogla narediti. Sem šla pa že čez mero. No, zdaj pa, da ne bomo pozabili na današnji čas, poglejmo, kaj vse to dota vsega tega. No, jaz sem ena stara učiteljica, ki je preživela neskončno lepih ur med otroci, kaj vse otrokom pomeni pravljica, kaj pomeni pripoved. Neskončno je narobe, da je današnja šola, današnji učni programi so tako zelo odstranili ljudsko pripoved in ljudsko dediščino, da je to neodpustljivo. Če so meni recimo nagajali v razredu, sem rekla, ja, bo zmanjkalo časa, zadnjih 5 minut smo mi imeli rezerviranih za eno ljudsko pripoved, zapeli smo ljudsko pesmico. So začeli en drugega butati tih bot. Niso želeli, da bi izgubili pripovedko. Kaj je slovenska ljudska pripovedka za šolstvo, za vzgojo otroka? Otroku reči priden bod, pa tih bod, nesmiselno to govoriti. Meni 3-letna hčerkica rekla, babica, kdaj sem pa pridna? Sem se sedla. Je pridna takrat, ko je, ali pridna takrat, ko zaspi, ali pridna takrat, ko se zbudi. Ampak če mu pa rečeš, poglej tale škrat, kako je bil dober, kako je pomagal rudarju, kako je vila prinesla prejo. Torej, neverjetne vzgojne momente ima pripoved. Potem vzemo v turizem. No, če smem biti malce res osebna, mogoče za mene osebno, ko je bilo spodbudno, kako vidiš, kako tuji turisti sprejemajo naše ljudske pripovedi. No, pred leti, ne vem, mogoče 10 ali pa še več, so imeli makroekonomisti na Bledu svetovni kongres. No, in cel teden je trajalo tisto, no, in v soboto me pa kliče med organizatorkami, sem imela eno prijateljico, je rekla, prav tako smo že vsi trudni, šli bomo narazen, kot cunja, je rekla, naporen je bil ta teden. Prav, imaš kakšno idejo? Sem rekla, da je skrajšaj današnji program, pa avtobus naroč, pa pel druščino Ajdovsko deklico pogledati na Vršič, pa povab me, da bom pol ure prej povedala o Ajdovski deklici. No, zmenjeno. Čez 1 uro sem bila jaz na Bledu, pridem tam v dvorano in začnem, kako so vile Bled naredile. No, jaz ne, no, so me tako čudno gledali, ker sem ji rekla, naj nič jim ne pove. Oni so, po vseh tistih njihovih učenostih je pol ena stara mama prišla, tako kot jaz, pa začela tam, kako je bilo once upon a time, kako so vile. Ampak potem sem rekla, no, sej, da gore so nam naredili velikani, kako so bili veliki, boste videli čez pol ure, eno velikanko, ki je pa okamnela. Potem so že tako malo bolj, niso vedeli več, kaj je res, pa kaj ne. Ampak zvečer je ona mene klicala z Vršiča dol in rekla, prav posluši, večerno sonce se je uprlo Ajdovsko deklico. Tukaj stojimo ne očarani, začarani. Je rekla, nobeni truden, nobeni zmatran, pravi, da imamo najbolj pravlično in najlepšo deželo in bojo vsi s svojimi familijami prišli k nam. Prav, ampak a veš, kaj pa delamo? Sem rekla, kaj pa delate? Je rekla, po Vršiču iščemo žlebove, ki jih je Zlatorog razril z zlatimi rogovi. Sem jim povedala, kako je Zlatorog razril. In sem si, tako je bilo tudi za mene to spodbudno. Makroekonomisti so gotovo eni razumski ljudje, bom rekla, pa ga očarajna ljudska pripoved. Pa ko mu poveš za današnji čas, poglejmo ta trenutek, ko sta si stala nasproti, Trentar pa Zlatorog, Trentar, smrtnik, ki hoče dobiti zaklad, pa Zlatorog je narava, simbol narave, narava je ranljiva, je pa nesmrtna. Ta trenutek traja še danes. Ko že govorimo o šolstvu, resnično je neodpustljivo, da je šola toliko premalo, da lepega, domačih vsebin. Ampak mi smo danes odrasli in smo vključeni v to izobraževanje odraslih. Dajmo se zavedati, koliko ogromno lahko mi odrasli naredimo.
da nadomestimo ta primanjkljaj šolstva, ampak poglejmo, mi odrasli smo vsi, ali smo mame, ali smo stare mame, ali smo očeti, ali dedke, ali koliko lahko mi damo. In tudi to je naša dolžnost. Poglejmo, vse ta izročila so šle od dedka na sina, od sina na vnuka, in to je pa danes naša dolžnost. In resnično, če že hočemo neko opravičilo mladim, ki so zares zelo zaposleni s službami, mi odrasli oziroma celo, če smo že v pokoju, pa imamo res 70 otrokov, pa še nekaj. Ne reči, imam posluh, nimam posluha, to ne smeš reči, niti ne smeš misliti. Poglejmo, kaj je ljudska pesem. Ljudska pesem je pesem, ki je ljudstvo pozabilo avtorja. Kdo pa je napisal Na planincah? Ne vemo. Vemo samo to, da ni imel glasbene akademije. In da, da je zapel en veseli pastirček, je zapel Na planincah, prišel en Ribenčan mimo, je slišal, mogoče ni čisto ravno tako v sosednji vasi potem zapel. To je čar ljudske pesmi tudi v tem, da pač nima originala in kaj je res prav, pa kaj ni prav, tudi ne veš. No, tako da res mi odrasli imamo veliko dolžnost in izobraževanje odraslih je neka čudovita prednost današnjega časa, ki jo ne smemo pozabiti. No, koliko modrosti je v vseh teh starih ljudskih pripovedih, tako da se moramo zavedati, kakšno dragocenost imamo in tudi poglejmo za industrijo, kulturni marketing, pa se enkrat bo konc teh mega plakatov, se to ne more iti, se iz avtoceste več ven ne vidiš. Če pa bo se tekstilna industrija je zrasla iz vaških predic, iz znanja z vaških tkalcev. Težka industrija je zrasla iz vaških kovačij, se ni z Marsa dol padla. In če se ozreš nazaj, da tekstilc pokaže na kolovrat, na začetek svojega znanja, je to neko žlahtno znanje. No, z velikim spoštovanjem moramo se ozirati nazaj na znanje naših dedov in to znanje ugrajevati v naše vsakdanje življenje in bomo naredili nekaj lepega. Še kakšno pesmico bomo zraven zapeli, bomo pa še dobre volje postali. Tako da lepa hvala za pozornost. Draga Dušica, hvala tebi. Darjan bi rekel ne Dušica, duša, ker si zares taka velika osebnost. In se mi zdi, da je tvoja sposobnost ta, da nagovoriš otroka v nas. Vsaj zame to velja. In pravzaprav starejša, ko sem, bolj se mi zdi, da ta otrok v meni je pravzaprav tisto najpomembnejše, kar sama sploh sem. In ti to plemenitiš. Kultura zame je tisto, ob čemer se počutim dobro, toplo, ponosno, ko slišim tebe, vzhičeno, par pedi nad tlemi. In ti si taka, da znaš v nas tole vzbuditi, zato smo ti tudi leta 2002, pred 20 leti že, podelili priznanje za promocijo učenja in znanja. Evo, z nami si danes obvladaš tudi to digitalno okolje, v katerem se srečujemo. Nam boš povedala še kakšno besedo, morda te bo tudi kdo še kaj vprašal. Pozdravljena še tako. Ja, Zvonka, najprej bi se tebi lepo zahvalila za prijateljstvo in tudi za to, da sem dobila priložnost, da tukaj med mladimi poslušalci res mi to veliko pomeni. Toliko prelepih ur sem v šoli doživela, toliko takih velikih učkov sem videla in da mi je zelo ljubo in lepa hvala. Tudi Andragoški center in tretje univerze, vsa ta, bomo rekli, vse življenjske izobraževanja so zelo dragocena priložnost za nas vse in vsem tudi današnjim poslušalcem lepa hvala za poslušanje. Tebi Zvonka, hvala za te lepe besede, res lepa hvala.
Vedno. Hvala lepa. Ima morda še kdo kakšen komentar, kakšno pobudo, vprašanje? V klepetalnici zaenkrat tišina. Jaz bi vas še enkrat opozorila, Ciril je roko dvignil, pa še ni čisto na vrsti. Ciril, povej. Veš kaj eno zanimivo, čudovito je bilo tole vas poslušati. A ne? Ponavor, ja, res. Moje vprašanje je, a morda kaj veste, kako so ljudski pripovedovalci v svoje zgodbe vključevali tehnologijo, ki je začela v 19. stoletju vse bolj postajati del vsakdanjika. Skratka, kako so se zgodbe spremenile potem, ko je začela prihajati plinifikacija, elektrifikacija in podobno? Poglejte, jaz pripadam še tisti stari druščini, ko je imela nono pri ognjišču. Ko smo hodili k sosedom, je deda sedel za pečjo. In se danes spominjam kot neskončno lepega otroštva, čeprav smo bili lačni in umazani in strgani, je bila vojna in po vojni, ampak to danes resnično manjka. In ti otroci, kljub vsej, bi rekla, preobilju večine, ki ga imajo, so prikrajšani. Prikrajšani, da danes je Miklavž, kako smo ga mi vse leto čakali, kako smo pisemčka pisali, pa si dobil 3 bombončke, pa 4 piškotke, pa si bil presrečen. No, torej, poglejmo, že to, da se mi tega zavedamo, pa poskušamo, pa ne samo, to bi pa res rada mladim staršem in učiteljem in vsem, ki imamo z otroci upravka, pripovedovati pravljico. Branje je premalo, pa tudi kasete ali diskete ali ne vem kaj vse mogoče tehnologije. Dajmo, resnično se to da, pa zraven še kaj pove, pa ne vpraša, pa pove, pa to so take čarobne ure, ki otrok zraste, so pa zamujene. Res. Tako da hvala za to vprašanje. Res je. Jaz bi pa kljub temu opozorila, mi gostimo izjemne osebnosti in vsi ti posnetki, ki so nekaj dni po samem forumu na spletni strani dogodka, so na voljo vsem vam, ki delujete v izobraževanju odraslih ali pa na kulturnem področju, kjerkoli, in tak posnetek je lahko izhodišče za en krasen dogodek, ker se potem lahko razvije debata in pač izmenjava mnenj, nadgradnja in tako naprej. V klepetalnici se medtem že vrstijo, Dušica, če znaš vklopiti klepetalnico, vklopi in poglej, kakšne lepe besede so ti napisane. Od spodaj, veš, v ekranski sliki imaš, chat piše ponavadi ali pa klepetalnica. Veš kaj, ti bomo mi tole potegnili ven iz klepetalnice, poslali po elektronski pošti in skratka, lahko ti samo povem, da so vsi nadušeni nad teboj in da se ti zahvaljujejo in da te bodo še vabili na številna prizorišča tednov vseživljenjskega učenja, parat učenja, številnih drugih dogodkov v izobraževanju odraslih in onkraj. Hvala ti še enkrat, prisrčno. Boš z nami, dokler bo. Hvala je oboje stranska. Zelo lepa hvala vsem. Prisrčno. Enako. Danes gostimo 3 dobitnike priznanj, 2 v živo z nami in ta zadnji bo čisto na koncu, zato ostanite z nami do konca. Ta drugi pa je že zdaj na vrsti. Ciril, ti si dobitnik našega priznanja iz leta 2010. Tudi ti nisi več najmlajši, o čemer priča tudi tvoja brada, ampak še vedno si pa stripovski avtor in mi komaj čakamo, da nam poveš kaj več o stripovski kulturi, ki se je od takrat, izpred 12 let, torej, razvijala z silno hitrostjo in ti odpirala številna področja delovanja. Izvoli. Hvala, lep pozdrav vsem. Ja, glede moje brade, veš, ko je žena vztrajala, da kupimo v koroni psa, sem rekel, takega mi kupi, da bo moja brada izgledala manj siva. Rešitev je torej bel pes, ne. Veš, da imam brado vsaj mečke kolorirano v primerjavi s psico. Res drži za stripovsko kulturo ali pa z vprašanjem stripovske kulture se zadnje dni, tedne, morda kar mesece intenzivneje ukvarjam. Tako da začnem z eno mislijo, z enim dogodkom. Sedeli smo
konec poletja v sejni sobi Akademije za likovno umetnost in mislim, da sem moral nekje izraz stripovska kultura omeniti mimogrede. Jaz se ne spomnim, kako je tekel pogovor. Vedel sem samo to, da se pogovarjamo o magistrski nalogi dekleta, ki je magistriralo prav s stripom. To je bil razlog, da smo sedeli v tej sejni dvorani na Akademiji za likovno umetnost in nisem bil prvič v življenju lahko somentor. Poklicali so me tam na akademiji, češ pridi, ti rišeš stripe, se malo bolj spoznaš za to, a bi bil somentor. Nič ni plačano, dobenih točk ne dobiš za napredovanje v naziv, ampak če si za, jaz sem rekel, sem za, pridem in sem šel in sem vesel, da sem šel. Rekel sem pa izraz stripovska kultura in profesor Bojan Gorenc, ki je tudi bralec stripov, je rekel, stripovska kultura, rekel sem, to je v tujini, imajo to krasno reto, v Sloveniji pa tega ni. Pa sem tako malo se zamislil, pa sem rekel samo, Bojan, sej imamo avtoric nekaj, avtorjev, ne nazadnje ne bi bilo danes tega magisterija iz stripa, če ne bi imeli neke kulture, ampak Bojana zelo spoštujem in mu prav nič ne zamerim te izjave, celo mislim, da ima po svoje prav. Moral sem povsem razmisliti, a jo imamo to nesrečno stripovsko kulturo, ne? A imamo nekaj, kar je posebno slovenskega tudi na področju stripa, kaj sestavlja takšno kulturo in sem pol šel malo štet, malo sem gledal, koliko imamo trgovin. Mladinska knjiga ima poseben oddelek za strip. V Novem mestu so nekaj tednov nazaj odprli oddelek za stripom, pa je to ena od mnogih knjižnic, ki je to napravila. In tudi te slovenski stripi kar rastejo. In morda, če smem, če mi zdajle Zvonka dovoliš deliti zaslon, bom večkrat tudi kaj narisal. Darja mi bo dovolil, vidim. V redu. Evo ga. Štelamo, ne? Stripovska kultura. Kaj v Sloveniji imamo? Imamo mladinsko knjigo, ki ima svoj oddelek za stripi. Drži. Imamo knjižnice, ki vse več svojih oddelkov odpirajo prav posvečenim slovenskemu stripu. Ob tem rastejo tudi domoznanske zbirke in podobno. Potem imamo Buha, ki ima svojo trgovino v Murglah in je ta trgovina čudovita in je polna raznih starih in novih stripov, založenih in naloženih drug na drugega. Pa imamo v Celju trgovino Oblaček. To niso plačani oglasi, to so zelo skromne trgovine, ki temeljijo na entuziazmu in jih zato omenjam. Pa imamo v njegovem brlogu tudi Izarja, v tistem stripolisu, ki tudi deluje kot majhna trgovina, ker ima Izor tudi svojo založbo in so to 3 kraji, ki se da v Sloveniji obiskati in doživeti, recimo prav tako na kupu nabasane stripe, kje je prekrite s pajčevino, kje pa še čisto sveže iz tiskarne in se lahko potopiš v strip. Imamo torej trgovine, imamo knjižnice, a imamo tudi šole. Ne. Imamo sicer na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, na naši najvišji in osrednji inštituciji za umetnost, oddelek za ilustracijo. Imajo tako super katedro, imajo tam, ki se reče katedra za napredek ilustracije in tam tudi en izbirni predmet, ki se mu reče strip. Tako da strip ima vsaj kot izbirni predmet eno majhno kurikularno mesto tudi na akademiji. A imamo strip v osnovnošolskem kurikulu v zadnji verziji? Ne, čeprav ga mnoge učiteljice in učitelji uspešno vključujejo v svoje programe, ampak tako da naredijo vzporedno, kak domisli učitelj geografije lahko na temo svojega kurikula napravi kot formo, kot učno obliko, to, da otroci rišejo strip. Imamo ga pa v srednji šoli, in sicer pri slovenščini. Pri likovnem pouku
ga spet bolj inovativni učiteljice in učitelji vključijo pri pouku umetnosti. Ampak nima pa nekega jasnega mesta v vsej vertikali. S čim se zdaj jaz ukvarjam, majčkeno sem začel brskati po tem, kako v tujini izobražujejo, in upam, da bom lahko povprašal Belgijce, Francoze, Američane, dobro bi bilo povprašati tudi Japonce, ki imajo bogato kulturo stripa, in počasi ugotoviti, kako imajo tudi v izobraževanju. Skratka, pri izobraževalnih kurikulih imamo Slovenci en manko in bomo napisali tukaj en minus. Stripovska kultura je kot vsaka kultura seštevek različnih diskurzov in vzgojno-izobraževalni bi moral biti eden od teh diskurzov. V Sloveniji nimamo pravmotnega. Potem imamo pa nagrade, ki se imenujejo Zlati repec, pa imamo Mustra, pa imamo Gatnika in Lavriča. Prva dva sta žal že pokojna, ampak vsi trije so dobitniki Prešernove nagrade, različnih Prešernovih nagrad, in dva, Muster in Lavrič, tudi dobitnika visokih nagrad predsednika republike za zasluge za narod. Tako da govori to, da Slovenci nimamo stripovske kulture, bi bilo vsaj potem, da imamo nagrade posebej namenjene temu področju in da celo predsednik republike si vzame čas, ki se spomnite Pahorja, ja, vse delal svoj čas, je po metu šel k mesarjem pomagati, ampak si je vzel čas in je dal nagrade dvema pomembnima risarjema stripov. Tako da imamo stripovsko kulturo. Da je še mogoče nekaj načinov, kako razmišljati o tem. Nenazadnje, ta četrtek se dobimo striparke in striparji in bomo razmišljali o tem, da bi napravili društvo ustvarjalcev stripa, pa ljubiteljev stripa v Sloveniji. Ta četrtek se srečamo, pojutrišnjem. Zame pa, kot nekoga, ki se za stripom poskuša ukvarjati tudi strokovno oziroma znanstveno, je pa eno vprašanje posebej zanimivo. Zdaj bom pa nehal tule deliti zaslon, pa vam bom tole pokazal. Glejte, leto je 1908 in Avstrija oziroma Avstro-Ogrska se je na sveže priključila Bosno. In v časopisu Die Muskete so objavili karikaturo angleškega kralja Edvarda, Edi so mu rekli, ki takole arogantno stoji nad mravljicami, ampak v drugi sličici ga te mravljice napadejo in zdaj je ta britanski kralj v stiski. Zdaj, kar sem vam pokazal, se zdi morda podobno stripu, ampak skoraj gotovo je, da tega izraza leta 1908 v Avstro-Ogrski še niso uporabljali. Je pa revija Die Muskete, podobno kot revija Der wahre Jakob ali pa Simplicissimus iz Münchna, objavljala ogromno takšnih podob v zaporedju in lažje bi jih opisali morda kot sekvenčne karikature. Tako da, tipične sekvenčne karikature so bile takšne, da jih je spremljalo kratko besedilo, pogosto rimano, in izraza dobrega za to nimamo. Ne vemo še, kako temu reči točno. Lahko bi temu rekli neke slikanice, nekateri pravijo tem rečem protostripi. Ne vem, če je to najbolj primerno. In uganka, ki je še ne vem odgovora, je to, kaj za vraga je rekel urednik, kadar je hotel imeti, recimo, takole reč. A je rekel, nared mi, ne vem, Sequenzzeichnung, ali kaj, ne, ni mi jasno. Ampak urednik je moral, sploh v reviji, recimo Simplicissimus, kjer so bili lastniki revije Simplicissimus, te satirične risane revije, umetniki sami, so morali imeti neko govorico tudi v nek žargon v uredništvu, ne vem, kaj je točno bilo. Kajti ena stvar, ko se pogovarjamo o stripovski kulturi, je gotovo tudi stvar zgodovine. In da bi lahko Slovenci rekli, da imamo svojo stripovsko kulturo,
bi moralo to veljati tudi zgodovinsko in bi morali pokazati, da imamo neko korenino, da imamo neke začetke, pa da so ti začetki tudi drugačni od sosednjih narodov in da nasploh na planetu stripa umeščajo v eno posebno kategorijo. Tako da jaz se zdaj obnašam tako kot detektiv in brskam po starih revijah in gruntam, kaj bi lahko bilo, ali je kaj že strip, ali še ni, ali je kaj podobno stripu, ali še ne. In nimam še povsem jasnih odgovorov, vem pa samo to, da je Anica Cevc, ki je v tem katalogu, iz leta 1983, to je ob 100-letnici smrti Hinka Smrekarja, zapisala naslednje, da je Smrekarjev Črnovoljnik kar začetek slovenskega stripa, to napisala malce prehitro. Malce prehitro se je zapisala beseda strip, kajti seveda je Črnovoljnik nedvomno čudovit izdelek, to fascinantno dobra reč. Tu imam izvirnik tega stripa iz leta 1919, narisan je bil pa verjetno že 2 leti prej. Takoj po tistem, ko se je Smrekar vrnil iz dolge agonije taborišč in raznih pregledov in podobnega, in je stvar, pašte letnica, 1919 je to izdano, risano že prej. Takele podobe so dopolnjene s besedilom in zelo domiselno je v tem stripu, ki ni strip, napisal svojo zgodbo trpljenja, hudih izkušenj iz časa, ko je bil interniran. Glejte, tukaj je narisal visokega policijskega inšpektorja Skubla in ta pokvečena figura je Smrekar sam spodaj. Tu je Smrekar že uporabil neke črte, ki kažejo na jezo policista, in zdaj bom spet vklopil deljenje zaslona. Tako. Tisto, kar sekvenčne karikature, ki so jih polni časopisi iz leta 1908 in podobno, ne? Te sekvenčne karikature so, tudi kadar niso opremljene z besedilom, vendarle take, da imamo pač en dogodek, recimo nek velik lik se sooči z majhnimi, kot v prejšnjem primeru, potem pa ta množica majhnih reči napade ta velik lik in ga premaga. Vse v redu. Ampak, ko govorimo danes o stripu, govorimo o elementih, kot so stripovski oblaček, ki ima svoje besedilo, ki ima svoje repke in te repki so lahko različni. Skratka, imamo element stripovskega likovnega jezika, pa imamo potem oblačke, ki so posebej oblački za šepetanje, pa taki za krike. In vse te raznolikosti oblačkov v teh zgodnjih karikaturah ni. Te oblački so celo tako rahlo nerodni in ko ga Smrekar uporabi v Črnovoljniku, ga uporabi za to, ko nek poveljnik tam kadetom kriči links, ne grejo na levo, links, reks, nekaj takega je, ne? In to besedilo je pisano tako navzgor. Stripovski oblaček, kot ga poznamo danes, ima več oblik, ima tudi imena za svoje delo, kot recimo za svoje dele telo oblačka, besedilo oblačka, odmik od roba, jeziček ali repek in vir. Kajti oblaček ima svoj vir, to je tista točka, od koder prihaja zvok, ali pa v primeru misli, imamo recimo tu nekaj en lik, ki bo zdaj nekaj mislil, je pravilno, da je miselni oblaček napravljen tako, da prihaja iz možganov. Boste videli, da če ta oblaček primaknem, da ni enako, kot če bi bil zgoraj. Glejte, manj primerna lega, bolj primerna lega. V stripu stvari niso arbitrarne. Strip ima seveda to
lastnost, da v stripovskem mediju uporabljamo različne mreže, ampak da so te mreže, v katere potem razporejamo sličice in zgodbo, pogosto del širših zgodb. Da imate pač stripovsko sličico, stripovsko knjigo. Da zdaj, če vam pokažem, recimo moj zadnji strip, delali smo z Gledališkim inštitutom, smo delali Kralja Edija. Da je to pač taka orn, bukva, to ne kažem zdaj posameznih risov, pa samo pač količino dela, ne. Da je tudi risba taka, da je črno-bela, da uporabljamo posebne tipe likov in da vse to, o čemer govorim, najdete morda v elementih, tam okrog leta 1908, ne pa v celoti. Tako da, ko recimo, da najdem pisalo, evo ga, tlele. Kaj imamo pri stripu tudi? Pri stripu to, čemu res rečem stripovski glagol. Stripovski glagol je pravzaprav to, kako izražamo dejanja, občutke, to, kar je bilo res ustreznica glagola v verbalnem jeziku. Recimo, nekaj udariti, bomo v stripu narisali tako, narisimo zdaj enega likca z kladivom, da bomo v skrajno lego premaknili roke, v katerem bo tale likec držal kladivo, in v naslednji sličici bomo s temi grafičnimi elementi narisali mesto največjega udarca. Pri likcu lahko celo tako si pomagamo z eno tako iluzijo fizike, da je ta likec zdaj v zraku, pa da ima noge celo v zraku, da je tako kar poskočil, tako močno je udaril. In seveda lahko pri tem stripovskem glagolu dodamo še to dodatno moč, da mu damo še gibalne črte. In s temi gibalnimi črtami pokažemo smer gibanja in lahko dodamo zraven še onomatopoejo in naredimo še bum. Tako. Tu bo lik zdaj zaprl oči, tle naj jih ima odprte, ker še gleda, kam je. Tule dajmo mu usta, tako da ima zobe zaprte in pa dajmo še nekaj koščkov, še nekaj teh artefaktov, ki kaže na to, da se nekaj razvija. Zdaj imamo že tukaj dobro organiziran, dobro artikuliran stripovski glagol udariti s kladivom. In kot vidite, so te risbe nenatančne. To kladivo je pač neko generično kladivo in bi z to risbo bilo mogoče opisati mnogo različnih macol. Skoraj se taka enostavna podoba približuje zapisani besedi kladivo in je tak znak ne desosirjevsko arbitraren, ampak dovolj posplošen, da lahko nosi ideje različnih oblik kladiva. Tu smo zdaj v specifikah stripa. In to, kar jaz opozarjam, je to, ko gledamo zgodovinsko nazaj, da ni dobro izraza strip uporabiti prehitro. Da je verjetno Anica Cevc, ko je Smrekarju pripisala, da je začetnik stripa, bila morda v tem stavku premalo natančna. Da bi bilo boljše reči, da je bil Smrekar s kolegi, tudi z Maksijem Gasparjem, ostalimi, del enega zapletenega procesa, ki je danes pripeljal do te zelo natančno strukturirane in dobro dogovorjene in v mnogih oblikah nastajajoče se kulture stripa. Kajti, da bi nek medij postal res nov, avtonomen medij, da bi se ločil od ostalih, je prav, da ima svojo estetiko, svoje načine, svoj izvirni način produkcije, distribucije, svoje avtentične vsebine, žanre, svoje ustvarjalce in svoje uporabnike, bralke in bralce. Kako je pa z številkami stripa? Počasi zdaj zaključujem. Število stripov v Sloveniji raste. In v zadnjih 20 letih, tukaj bom povedal podatek samo za stripe, ki so daljši od 40 strani, kontra moram narediti, ne?
torej stripi, ki so večji od 40 strani, ne? Tako bomo naredili enaki ali večji, se pravi, število strani, ne? Enaki ali večji od 40 strani. Teh stripov se je nabralo toliko, da če bi jih razdelili na dni, bi videli, da v Republiki Sloveniji je v zadnjih 20 letih vsak dan izšla ena dokončana, natisnjena stran stripa. In da jih vsako leto naredimo več in da so tudi žanrsko vse bolj raznoliki. In pri tem črpam podatke iz knjige Žige Valetiča, ki je napravil knjižico Strip vrača udarec in v njej pregledal stripe daljše od 40 strani. Tako da rišemo vse več daljših stripov in da vse bolj zanimive zgodbe artikuliramo v stripih. Če je ta moj strip bil izobraževanje na ta način, da sem hodil pač od Sloresta, Darsa, Rdečega križa, mnoge organizacije, s katerimi sem sodeloval in smo skupaj naredili stripe za njihovo interno uporabo, je pa vse več stripov, ki pa niso namenjeni interni uporabi, ampak so vseeno pedagoški izobraževalni stripi. In tukaj omenjam prav posebej Zorana Smiljaniča, z to zelo dobro serijo o Ivanu Cankarju, nazadnje o Plečniku, kjer je uspel z nek zelo samosvoj način zelo učinkovito prikazati zgodbe teh ljudi. Medtem ko je moje izobraževanje namenjeno inštitucijam, skrito očem, imate recimo tudi Izarja Lunačka, ki je svojo doktorsko nalogo z področja filozofije odlično oblikoval v stripu in je seveda rekel, da je bilo super, da tam šele, ko je ta strip narisal, so ljudje začeli v večjem številu brati njegov doktorat in tudi svojo tezo je lahko na ta način bolje predstavil javnosti. Stripa torej rišemo vse več v Sloveniji in ker sem postavil to vprašanje, ali je slovenski strip res tudi samo naš, ali je nekaj, kar ga dela posebnega, je na to vprašanje težko najti odgovor. To je pravzaprav vprašanje, ki si bi ga lahko midva delila z gospod Dušico Kunaver, ker je to, a imamo nekaj tudi posebne zgodbe, so to neke naše zgodbe. Zdaj ta Smrekar Črnovojnik nedvomno je res izjemna štorija, zaenkrat še ne poznamo podobne, intimne, neizprosne, tudi do samega sebe, izpovedne zgodbe, avtobiografske zgodbe iz Prve svetovne vojne, ki bi bila hkrati risana in pisana. Tako da, če hočete neko slovensko tradicijo grafičnega pripovedovanja, ja, Črnovojnik, po mojem mnenju, še ni strip, je pa nedvomno korenina temu, čemur lahko danes rečemo stripovska kultura in slovenska stripovska kultura. Kaj je še posebno pri slovenskem stripu? Pri tem, da nimamo izobraževanja, nimamo takšne tradicije, kot jo imajo Američani pa Belgijci, govorim o specifično stripovski tradiciji, ampak pa črpamo iz vseh sort. In zanimivo je to, da je bil naš francoski prijatelj iz Marseja, Paquito Bolino, tisti, ki je prišel v Slovenijo 20 let nazaj in je rekel, poslušajte, če ne boste naredili ene stripovske serije, ki bo črpala pri Panskih končnicah, bom to naredil jaz, pa sem Francoz, ko je bil hud na nas. Ker je on v Panških končnicah oziroma nekaj prav posebnega in je res stripburger potem nekaj let kasneje napravil točno to. Stripe, ki so črpali iz estetike in vsebine Panskih končnic. Tako da, jaz mislim, da je prav, da jaz tu počasi zaključim in odprem možnost še za kakšna vprašanja, ker kot si predstavljate, jaz imam vse odgovore. Ciril, o tem sploh ne dvomimo. Mi smo tudi veseli tvoje poti. Takrat leta 2010, ko si prejel naše priznanja, si bil že zelo, zelo prepričljiv na tem področju, ki je pravzaprav relativno mlado, a ne, vendarle stripovska kultura ni še tako zelo, zelo stara kot kaj drugega pri nas na umetniškem področju. Je pa vse bolj tudi družbeno angažirano, o tem sva se tudi pogovarjala, ne, ko sva se pripravljala na tale tvoj prispevek. Sicer pa, kaj bi bila kultura, če ne bi bila družbeno angažirana, ne? Tukaj je vedno tudi tista iskrica, ki na nek način prispeva k razvoju družbe, pa seveda tudi posameznika. Tako, zdaj je Ciril še odprt, torej za kakršnokoli vprašanja, pobude, komentarje. To vam lahko nemudoma pokažem. No, tole, ko ste se pogovarjali, res je mlada. Ne? Tukaj imam graf in tukaj zgoraj, ne, nad to črto so akademije teh tradicionalnih likovnih veščin, slikarstva, kiparstva.
ki so začele tam od Milana, Rima, ustanavljati potem v Parizu, Dunaju in tako naprej. Na tem spodnjem delu časovnice so pa šole, ki so jih najprej res ustanavljali Američani, potem pa hitro Belgijci in Francozi, to sta pač močne tradicije stripa in seveda tudi hitro potem Japonci. Mi še čakamo pravzaprav ali neko šolo ali pa nek resen program tudi v tej vertikali, ki bi bil posvečen prav stripu. Moj argument bo, in tukaj bi se včlanil ta isti klub od gospe Kunaharjeve, bi rekel, ne, imamo Slovenci, tudi imamo svojo estetiko, imamo eno svojo specifiko, splača se tudi nadaljevati, tudi te tradicije, bogate zgodb, Japonci so to znali narediti. Ne? Pri Japoncu gre za kombinacijo ameriškega medija, po drugi svetovni vojni se ta združi z bogatimi japonskimi tradicijami, grafike, pripovedi in imamo danes ta fenomen japonske mange. Super. Lej, Ciril, ti si že ogromno naredil za slovensko stripovsko kulturo in jaz verjamem, da boš ti, če že nisi, postavil temeljne kamne za kakšno, ne vem, res takšno izobraževanje, se na tem področju že deluješ, ki bo tudi postavljeno na nekih temeljnih kamnih, neki stebri bodo in gor bo pisalo fakulteta za stripe ali pa kaj podobnega. Ja, ampak nujno bo moralo pa gor pisati, da to pa, veste, jaz mislim, da sem dobil to 3 pomembne nagrade v življenju. Moja prva komunalno podjetje Ravne na Koroškem, za risbo pa za tekst, pazi, ne, že takrat smo oboje, ne, in tekst in risbo, ne. Druga nagrada je bila ta vrhunska jugoslovanska omladinski avtorski strip, 2-krat sem bil v Novem Sadu, 2-krat prva nagrada na jugoslovanskem nivoju. Potem tretja najpomembnejša nagrada, Andragoški center Slovenije, vi ste takrat prepoznali, pri tem bradaču se nekaj dogaja, ta glava nisem kosmata, ampak tudi pametna, nekaj se tu dogaja. In je to res bila nekaj, jaz sem takrat, veš, kot ta stripovski glagol, ne, stopiti na Fedro in malo tudi odletel in sem zato tudi hvaležen. Tako da hvala res vsem vam, Darjanu, veš, vse ekipi. Tako da bomo to tudi uklesali, ne, začeli se je pa tam, ATS je pa prvi mu dal nagrado. Ja. Lej, mi smo že takrat verjeli vate in verjamemo še naprej. Srečno na tej tvoji poti. Mojster mojstrov je napisala Breda Slavinec. Sigurno te pozna še malo bolje kot samo preko tega prispevka današnjega. Že ta je bil nad vse navdušujoč. In lepe pozdrave tvoji psički. In res je ona starejša od tebe. Tako, zdaj pa že par minut zamujamo, oziroma kar precej in že zdaj razglašam, da bomo s tem prvim delom šli kar tja do 15:30, ne do 15:20, kot je bilo napovedano, in bomo potem verjetno kakšne minutke prihranili tam proti koncu. Tako da zdaj predajam besedo naši zelo, zelo prijateljski ustanovi, Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, in to predstavljenem v 2 osebah, magistra Urška Bitner-Pipan in Monika Ivančič-Fajfar. Mi že sodelujemo v tednih vseživljenjskega učenja kar vrsto let in trdno verjamemo, da kultura in učenje ali pa učenje in kultura vsak postavlja svoje, vedno na prvo mesto, sem opazila, da stopata z roko v roki. Izvolita, Urška in Monika. Najlepša hvala, dober dan vsem skupaj. Najprej hvala Zvonka za povabilo in seveda hvala Miklavžu, ker je prinesel tako krasne sogovornike. Mene sta oba začarala, tako da upam, da tudi ostali niste preveč utrujeni. Jaz vam želim danes pravzaprav predstaviti, kaj vse so priložnosti za ustvarjalnost, pa mogoče včasih niti ne vemo zanje pravzaprav. Tukaj mi je tudi gospa Dušica malo v navdih, ki je povedala, da vedenje in zavedanje nista vedno eno in isto in mogoče pri ljubiteljski kulturi, o kateri bom danes govorila jaz, je v bistvu veliko zavedanja. Vsi se zavedamo, da ljubiteljska kultura je veliko med nami, poje, pleše, slika, je v gledališču, je v filmu, je v različnih dejavnostih, ali pa vse pozna nekoga, ki je, ali pa je v to zgodbo udeležen kot obiskovalec, ampak mogoče se ne zavedamo, kaj vse je možno na tem polju početi in kaj vse za vas, se pravi kot posameznike ali pa kot inštitucije, tisti, ki ste tukaj kot inštitucija, lahko predate to vedenje, ki ga boste mogoče danes skozi najino predstavitev dobili, predate naprej svojim uporabnikom, oziroma resnično upam, da bo ta zadeva pač za vas nekako uporabna. Tako da jaz bom zdajle delila
delila tole projekcijo, a zdaj že vidite tole. Se pravi, torej, tukaj bi vam najprej predstavila organizacijo, iz katere prihajam, in sicer, zakaj smo tako ponosni, da je tale kokoš tukaj, ki predstavlja našo ljubo državo, grahasta. Se pravi, da ima toliko teh pikic in teh napisov. Javni sklad za kulturne dejavnosti, govorila bom kar JSKD, je pravzaprav povsod doma na vašem dvorišču. Ustanovljen je bil že leta 1996, financiran pa je s strani države in vseh vaših občin, nekaj pa tudi iz lastne dejavnosti. Zakaj je to pomembno? Mi vedno želimo poudariti, da pridemo pravzaprav na dom vsakega med vami, vsakega, ne glede odkot ste, in zelo smo pravzaprav ponosni, da omogočamo vsem, da lahko iz domačega praga dostopa do enakih zadev, ne glede odkot je. Zakaj bi se pomudili na naši spletni strani ali pa potrkali na vrata naših izpostav, kar 59 imamo po celi Sloveniji? Torej, pri nas lahko najdete programe od otrok pa do najstarejših. Saj veste, naše potrebe so različne, predvsem pa je ljubiteljska kultura, in tukaj lahko tudi gospa Dušica mogoče prikima, je odvedno bila in je povezovala različne generacije. V ljubiteljski kulturi se najdemo hkrati otroci in starejši, če pogledamo godbe, če pogledamo pevske zbore, karkoli od množičnih dejavnosti, dobimo tudi preplet generacij. To je nekaj, kar nam danes precej manjka. Potem zagotavljamo vsem ljubiteljskim kulturnim dejavnostim v bistvu strokovno in organizacijsko podporo. Zdaj, kaj to pomeni? Sliši se tako zelo uradno in formalno, v resnici pa za tem stoji možnost, da čisto vsak v Sloveniji, ki se ukvarja s eno od ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, enkrat na leto stopi ali na oder ali v en sistem razstav in pokaže, kaj zna. To pa še ni vse, mi namreč skozi to piramido, kot ji rečemo, poskrbimo, da vsak lahko dobi tudi neko informacijo o svojem delu. Se pravi, da se pogovori z nekim profesionalnim, strokovnim spremljevalcem in sliši nekaj o tem, kaj bi lahko mogoče še izpopolnil, kako bi lahko še malo zrasel. Nudimo torej dostopnost kulturnih dobrin tudi izven urbanih središč, se pravi, da tudi tisti, ki živijo na obrobju, imajo enako možnost kot tisti, ki so v Ljubljani, Mariboru in drugih večjih mest. Tukaj bi mogoče povedala še, da tudi tisti, ki prihajajo iz slovenskega zamejstva, lahko enakovredno sodelujejo v naših programih in tudi sodelujejo. Mogoče, da boste lahko bolj ponosni na svojo kulturo, lahko povem tudi to, da je v to vrstne aktivnosti vključeno več kot 107 000 ljudi. In v to številko ne štejemo mladoletnih oseb, se pravi otrok in mladih do 18. leta. Gre za ogromno številko pravzaprav, na katero smo Slovenci mogoče malo premalo ponosni. Še bolj zanimiv podatek je, da si to vrstno produkcijo na leto pogleda 4 milijone ljudi. To pomeni, da čisto vsak med nami, vsaj 2-krat na leto, je deležen sadov ljubiteljske kulture. S tem rastemo vsi, rastemo tisti na odrih in rastemo tisti v dvoranah. S tem imamo možnost, da resnično gradimo svojo ustvarjalnost. Vemo, da živimo v tempu, ki nas tudi danes preganja, ki pač vsak dan od nas zahteva maksimum in ne bo mogoče ustvarjalnost ali pa današnje povabilo k ustvarjalnosti tisto, ki vas bo sprostilo, ki bo pomenilo neko drugačno zadevo, nekaj, kar bo dalo novo razsežnost vašemu življenju. Zdaj mi k sebi pritegnemo pravzaprav vse dejavnosti in poskušamo tudi med seboj malo povezovati. Predvsem in najbolj množična je seveda glasba v Sloveniji. Vsi pojemo, tako kot nam je prej gospa zapela kar nekaj pesmi. Potem imamo gledališče in lutke, različne folklorne programe, likovne programe, kjer, kot vidite, manjka strip, ampak ga imamo. Potem film in video, pa tudi ples,
tako ta zelo sodoben, kot tudi pogledujemo v preteklost, kaj vse se je plesalo v preteklosti, in pa literatura. Zakaj pravimo, da je naša ponudba res za vse? Te prireditve, ki sem jih prej omenjala, v katere lahko se nam pridružijo vsi, jih mi organiziramo kar 2000 letno. Lahko si predstavljate, da to pomeni dovolj prostora res za vse tiste, ki želijo priti. Še bolj ponosni pa smo na izobraževanja, kjer imamo letno okrog 10 000 slušateljev. Vedno so tako selektorji, kot tudi naši predavatelji, se pravi uradno izobraženi mentorji. Tukaj povezujemo ljubiteljsko kulturo in profesionalno kulturo in velikokrat rečemo, da je ta ločnica včasih rahlo za lase privlečena, no, mi pa ločujemo med ljubiteljsko in profesionalno kulturo glede tega, ali ljudje za svoje delo dobijo tudi plačilo. Se pravi, ljubitelji načeloma individualno ne dobijo plačila za svoje udejstvovanje. Ni pa to povezano z izobrazbo, ker včasih imamo med ljubitelji akademsko izobražene člane. Potem mi preko teh 59 pikic, ki ste si jih prej pogledali, nudimo seveda tudi svetovanje in podporo. Kulturna društva potrkajo pri nas in mi v svojih najboljših močeh pomagamo izpeljati zadeve. Potem je strokovna literatura s spletno knjigarno, o tem bom še nekaj povedala več kasneje. Pri nas se da dobiti tudi kakšen evro. Saj veste, v Sloveniji je za kulturo vedno ogromno denarja, ko govorimo pa o ljubiteljski kulturi pa še več, no, in mi te velike denarje res skrbno pretehtamo in poskušamo razdeliti na najbolj efektiven način, da prinese čim več dodane vrednosti in da s tem lahko čim več projektov kulturna društva po Sloveniji izpeljejo. Potem imamo pa tudi, smo zelo aktivno vključeni v mednarodno dejavnost, ker je naša mreža nekaj posebnega, in pa imamo rezidenčni center na Cankarjevi, tudi o tem še 2 stvari potem malo kasneje. Mogoče samo toliko, da veste, če se boste priključili ali pa ste že del zgodbe, je ta JSKD v mednarodnem prostoru mogoče malo premalo poznan, lahko se pozanimate za posamezno dejavnost, ko iščete kakšne povezave v tujini, ker smo del številnih evropskih projektov in tudi praktično vseh mednarodnih mrež na področju ljubiteljske kulture. No, zdaj pa še eno tako povabilo, se pravi, veliko je dogodkov, poglejte si na spletni strani ali pa se pozanimajte na izpostavi, kamor lahko pridete in pogledate, kako ljudje ustvarjajo in jih navsezadnje podprete tudi s svojo prisotnostjo in z aplavzom. In še ena pomembna zadeva, ne vem, če ste sploh vedeli, ampak Javni sklad za kulturne dejavnosti je tudi založba. Mi pri nas izdajamo tudi številne, predvsem strokovne priročnike, imamo strokovno knjižnico in tudi spletno knjigarno, kjer si lahko pogledate, kaj vse ponujamo. Predvsem so ti priročniki podpora našim številnim izobraževanjem. Imamo pa tudi nekaj spletnih revij, kjer tisti, ki ste vključeni v posamezne zadeve, gotovo že poznate. Preden zaključim to hitro predstavitev naše ponudbe, bi vas želela seznaniti še s tem, da imamo prav tukajle v centru Ljubljane, tam, kjer je nama, na Cankarjevi 5, rezidenčni center za tuje umetnike, sploh tisti, ki prihajate iz različnih inštitucij. Naslednji razpis bo v marcu 2023. Vedno polniti 2 stanovanji, ki jih imamo tukajle, upam, da se kaj vidi. Se pravi, gre za 2 apartmaja, kjer pridejo ljudje iz tujine, profesionalni umetniki, in potem jih mi vključujemo v naše programe. Delno pa potem se povezujejo tudi z drugimi profesionalnimi inštitucijami v Sloveniji. Tole kratko predstavitev, preden predam besedo
Preden predam besedo še moji sodelavki, Moniki Ivančič-Fajfar, bi vas rada povabila še na teden ljubiteljske kulture. Že Zvonka je prej omenila, da sta teden vseživljenjskega učenja oziroma tedni vseživljenjskega učenja in tedni ljubiteljske kulture, ker vse skupaj je zdaj postalo že kar malo daljše, sta torej povezana. Kultura in učenje z roko v roki, učenje in kultura z roko v roki sta nekako naravna zaveznika. Skupaj živimo, skupaj delamo, skupaj dihamo, zato da je naše življenje v bistvu bolj izpopolnjeno. Teden ljubiteljske kulture je namenjen, veste čemu, promociji. Ta beseda je nekaj, česar pravzaprav ne mara nihče, jo pa zelo veliko uporabljamo. Ker vse to, kar sem vam zdaj govorila, o vsem tem se premalo ve, o vsem tem se premalo govori in vsega tega se premalo zaveda. Lahko bi bili bolj ponosni na to ljubiteljsko kulturo, ampak v ljubiteljski kulturi je premalo sredstev in premalo resursov, tudi človeških, da bi lahko zadevo spravili na veliki zvon. Zato je nastala ta ideja o tednu ljubiteljske kulture, da vsaj enkrat na leto zberemo te dogodke skupaj, jih zavežemo v celofan in dodamo rdečo mašno in jih poskušamo medijsko bolj podpreti. V tem imamo tudi partnerje SAZAS in IBF in letno pač tako promoviramo okrog 1000 dogodkov. Jaz upam, da ste v tej kratki predstavitvi našli kakšen delček, kjer bi lahko sodelovali. Vesela bom tudi kakšnega vprašanja. Predlagam pa, da mogoče z vprašanji počakamo, da še Monika doda svoj delček. Ona bo pa predstavila en konkreten primer in sicer smo na skladu izbrali likovno dejavnost, ker je velikokrat spregledana, ker ves čas govorimo pravzaprav o teh velikih množičnih zadevah, kot so glasba in gledališče in tako naprej. Tako da, Monika, jaz ti predajam mikrofon. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljam tudi jaz s strani likovne dejavnosti in sem vesela, da imam priložnost v imenu likovne dejavnosti in v družbi takih imenitnih govorcev predstaviti tudi to panogo, kaj pač Javni sklad za kulturne dejavnosti organizira na tem področju. Kot je že Urška omenila, ta društvena kultura v Sloveniji zelo močna in tudi na področju likovne dejavnosti imamo veliko likovnih društev, sekcij, likovnih skupin. Je pa res posebnost likovne dejavnosti, da se z njo tudi precej posameznikov ukvarja samostojno. In tudi zato je en tak poseben izziv, kako te posameznike vključevati, povezovati, združevati. Pri tem seveda imamo skozi pred očmi tudi te naloge ali pa cilje JSKD-ja, ki se kažejo predvsem v tem širjenju dostopnosti, razvijanju kakovosti, ustvarjalnosti, pa tudi razgledanosti na posameznem področju in, kot je omenila tudi Urška, ne nazadnje promocija ljubiteljske ustvarjalnosti, v našem primeru konkretno na področju likovne kulture. Bom jaz zdaj poskusila vključiti tale mojo predstavitev. Upam, da ne bom imela težav pri tem. Sam trenutek. Super. Se vidi. Hvala lepa. Naslov mojega prispevka je Vabilo v likovne svetove. Namreč, kot rečeno, kot je že Urška povedala, predvsem gre pri tej predstavitvi za predstavitev, kakšne priložnosti ponuja kultura na tem področju. In če se omejim na to moje področje, se pravi likovno dejavnost,
in povzamem to, kar je tudi že Urška prej omenila. Predvsem tukaj imamo nekako 3 stebre te likovne dejavnosti. Prvo je izobraževanje, ga bom dala na prvo mesto sedaj, in sicer tukaj je likovna dejavnost predvsem se posveča organizaciji različnih likovnih tečajev na različnih področjih, pa tudi na različnih nivojih. Imamo tako vikend tečaje, ki so namenjeni neki bolj zgoščeni predstavitvi posameznih likovnih tehnik ali pa likovnih vprašanj, iz likovne teorije. Potem imamo tečaje, ki so intenzivni, ki trajajo cel teden, ki so namenjeni nekako bolj poglobljenemu poglabljanju v neko disciplino. In potem imamo tudi tečaje, ki trajajo recimo celo leto, enkrat tedensko se srečujejo ustvarjalci in nadgrajujejo veščino, nekateri tudi trajajo z nami več let zapovrstjo in so res nekako že se poglabljajo v to temo nekoliko bolj intenzivno. Potem drugi steber, ne bom rekla, ki je tudi zelo vezan na izobraževanje, je ta založništvo, kjer seveda je namenjeno predvsem tistim, ki se želijo samoizobraževati in za pomoč pri tem potrebujejo neke vrste priročnike. Seveda, kljub temu pa so ti naši priročniki namenjeni tudi pedagogom, tudi mentorjem, voditeljem likovnih skupin in moram se pohvaliti, da jih velikokrat uporabljajo tudi v formalnem izobraževalnem sistemu, v srednjih likovnih šolah, gimnazijah, tudi v okviru različnih študijskih programov, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo. V zbirki Likovni odsevi je sedaj v pripravi že 36. priročnik, tako da si nekoliko predstavljate, v kakšnem obsegu se odvija ta naša založniška dejavnost. Hkrati smo pa nekatere naslove tudi že večkrat ponatisnili, kajti tudi to priča o priljubljenosti priročnikov, ki jih vedno zaupamo res izkušenim mentorjem oziroma tudi izkušenim piscem na določenih področjih. Tretji steber so pa tako imenovane prireditve, seveda gre pri likovni dejavnosti večinoma za razstave, ki potekajo na območnih nivojih, na regijskih nivojih, to so tudi selekcionirane razstave, se pravi, da tukaj dobijo že ustvarjalci določen feedback o svojem ustvarjanju, in potem tudi državna tematska razstava, o kateri bom pa kasneje povedala nekaj več besed. Tudi za mlade imamo nekaj priložnosti, in sicer v okviru mladinskega festivala mladinske kulture Vizije organiziramo natečaj za najboljšo fotozgodbo. Seveda pa imamo tudi številne likovne natečaje, tudi nekaj spletnih smo uvedli v zadnjem času. Spodbudila jih je epidemija, ampak smo potem kar ohranili, ker je bil res zelo dober odziv in smo se lahko tudi na nek način povezali z pedagogi v šolah, z učenci, dijaki in tudi nadgradili to medgeneracijsko povezovanje, ki pa je mogoče tukaj pri likovni dejavnosti malo manj prisotno kot pa mogoče v nekaterih drugih dejavnostih. Kot sem omenila, državne tematske razstave bom predstavila bolj natančno, predvsem zato, ker se nekako znotraj tega projekta povežejo vsi trije vogali tega našega trikotnika: izobraževanje, založništvo in prireditvena oziroma razstavna dejavnost.
Ideja tematskih razstav je sicer nastala že dolgo časa nazaj, že v 80-ih letih. Je moja predhodnica, gospa Andreja Koblar-Perko, ki je dolga leta delovala kot samostojna strokovna svetovalka za likovno dejavnost na JSKD, nekako začela organizirati te izzive, tematske razstave. V letu 2008 pa se je nekako ta ideja razvila v zasnovo državnih tematskih razstav, ki potekajo bienalno. To pomeni, da v prvem letu se razpiše tema, se organizira izobraževanja in različne predavanja, tudi delavnice, in se organizira regijske tematske razstave. To je 10 regijskih tematskih razstav po vseh 10 regijah v Sloveniji in te razstave so selekcionirane. Potem pa v naslednjem letu organiziramo državno tematsko razstavo, za katero pa državni selektor z vseh teh 10 regijskih razstav izbere najboljša dela. Te razstave potem tudi predstavimo v različnih ustanovah po celotni Sloveniji. Večinoma imamo srečo ali pa tudi priložnost, da gre za res uveljavljene regijske ustanove, pri čemer nekako si želimo vzpostaviti tudi ta stik s profesionalno kulturo. Regijski selektorji prihajajo iz vrst pedagoških delavcev, mentorjev, tudi iz umetniških vrst, tudi iz likovno-teoretskih vrst in včasih delujejo tudi na presečišču teh poklicev. Državni selektor pa je bil prvi državni selektor Tone Rački, potem je več let zapored to delo opravljal Janez Zalaznik, zadnje leto pa je z nami Robert Lozar. Tematske razstave, kajti v osrednju je tema. In tema prve tematske razstave, ki jo je na nek način kuriral Tone Rački, je bila Tudi črna je barva. Že ta naslov pove, da se izbere neka nekoliko provokativna tematika. Namreč veste, slišali ste že gotovo frazo, ki jo včasih likovniki tudi povzemajo: črna ni barva. In na ta način se seveda skuša izbirati tema, ki ni na prvo žogo, ki bo likovnike sprovocirala, da jih bo motivirala k iskanju nekakšnih bolj poglobljenih, morda drugačnih rešitev, da bo sprožila razmišljanja o širokih možnostih ustvarjalnega izražanja, da bo prižgala neko ustvarjalno radovednost, da bo vzbudila željo v njih, da nadgrajujejo svoje znanje, da nadgrajujejo veščine in končno, da bo tudi spodbudila nastanek nekih novih, izvirnih, avtorskih, likovnih del na to tematiko. Če poenostavim, ideja ni, da likovniki potegnejo neko naključno delo, že narejeno iz ateljeja, ampak da prav posebej za to razstavo naredijo tudi nekaj novega, nekaj svežega. In odziv ustvarjalcev je pogosto tak, da rečejo, kaj sploh hočejo od mene pod tem naslovom. To je težka naloga, to je pretežko za ljubitelje, to je že bolj za profesionalce, kako to narediti. Skratka, nekako tisti prvi odziv je včasih tudi en odpor. In to je ta pravi odziv, ker umetnost mora vzbujati vprašanja.
ni dovolj samo lepota, mora biti v ozadju tudi neka vsebina, če se tako malo klišejsko izrazim. Se pravi, tudi črna je barva, je bila prva razstava. Je pa tako, da pri teh težavah začetnih, kako se soočiti s to temo, teh ustvarjalcev ne pustimo, bom rekla, da jim samo vržemo kost in potem jih pustimo prepuščene svojim ugibanjem, ampak jim skušamo pri tem pomagati. Omenila sem izobraževanja, predavanja, delavnice. Pogosto se na določeno temo izda tudi priročnik, se pravi tudi za te ljudi, ki se želijo samo izobraževati, pa tudi tiste, ki si želijo pogledati tudi po izobraževanjih, se poglobiti. In ti priročniki so vedno takšni, da vključujejo neko likovno teoretsko znanje, umetnostno-zgodovinsko znanje, pa marsikdaj tudi čisto praktične napotke, kako se lotiti določenega problema. Tukaj imamo nekaj naslovov, ki so seveda bili vedno tudi del potem teme tematskih razstav. Naprimer ta, kako je umetnost izgubila nedolžnost, kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti 20. stoletja je bil priročnik druge tematske razstave z naslovom Kolaž. Se pravi, gre za to, da se pod temi temami odpirajo, se pravi, neka likovno-teoretska vprašanja, bodisi da se tukaj odpre univerzalne likovne vsebine, da se ukvarja z likovnimi prvinami, kot je recimo barva, linija, oblika, tekstura, prostor, ali da se izpostavi likovne tehnike, ki so seveda lahko izvirne, sodobne in tudi smo zelo veseli, da se znotraj sodelovanj ali pa z teh razstav odpirajo in nastajajo dela, ki so v različnih tehnikah. Se pravi... Monika, oprostite, prosim, samo še kakšno minutko, ker drugače bomo časovno preveč prekoračili, prosim. Hvala lepa za razumevanje. Ja. Hvala lepa. Se pravi, da samo znotraj tega odpiramo tudi te, nekako najdemo ene načine, kako bi znotraj tega odprli tematike ali pa vsebine, ki jih najdemo tudi, bom rekla, prej v nekih sodobnih galerijah, kot pa v nekih klasičnih muzejih likovne umetnosti. Tekst v podobi je bila tretja razstava, potem parafraze, kjer so umetniki poustvarjali dela iz likovne preteklosti, pa kocka in kocka, kvadrat, krogla in krog, kjer vidimo tudi ene zelo izvirne pristope z objekti, velika črta, oblo in oglato. Lahko vidimo, da tudi tehnike fotografije, združene s klasičnim motivom akta in tudi digitalna umetnost. Tole je oblo in oglato, ki je bilo v gradu Snežnik. Tudi sama postavitev končne razstave zahteva novo kompozicijo. In razstava Vide Stipnega v galeriji Murska Sobota. Kot rečeno, pomembne ustanove regijske, ki tudi privabijo obiskovalce, da reflektirajo to, kar so ustvarili likovniki, ljubiteljski likovniki. Veseli smo, da nekatere galerije pri tem tudi se vključujejo s svojimi programi in sicer, da povezujejo te tematike razstav z siceršnjimi pedagoškimi programi. Tukaj je recimo fotografija z programov v Murski Soboti.
In sedaj še zadnja razstava, smo pravkar objavili razpis, to je Polnost praznine in vabimo, da se priključite tudi razstavi, tudi vi v tej, da se priključite tudi temu projektu tudi vi. Polnost praznine, tudi z logotipom skušamo ponazoriti to spraševanje, se pravi, kaj je polno, kaj je prazno, kakšen je odnos do prostora in tudi s to barvno živahnostjo nekako sprovocirati, da likovni ustvarjalci razmislijo o zmožnostih, ki jih ponuja likovna umetnost. Prisrčna hvala obema, Urški in Moniki, za tole predstavitev, ki predvsem poudarja, da je kultura na dosegu roke, kar pomeni, da se moramo samo malce aktivirati, potrkati na neka vrata, se pridružiti nekim že obstoječim skupinam, malce prisluhniti, malce pogledati in že se lahko vključimo v to pravzaprav zelo ljudsko gibanje, ki nam pa omogoča izražanje samega sebe, tistih najplemenitejših plati sebe. Tako, mislim, da se vprašanj ni nič nabralo, zagotovo bodo še kakšni komentarji in vabljeni k temu, da jih zapišete v klepetalnico. Predlagam pa, da tudi naš odmor zdaj malce skrajšamo in se dobimo čez 5 minut. Zdaj pa to bo 15, no, dobro. Pa dajemo 15:50 in da nadaljujemo z drugim delom, ki ga bo uvedla in kasneje tudi povezovala magistra Nataša Bucik. Naj ob tem povem, prihaja iz Ministrstva za kulturo in je tudi naša velika prijateljica, pravzaprav nikoli ne zavrne nikakršnega povabila k sodelovanju. Z njo smo ustvarili tudi eno zelo zanimivo omizje v enem od lanskih forumov za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih na temo povezovanja dveh tem, trajnosti in kulture. Nataša, pozdravljena. Upam, da ti temperatura ni še preveč narasla zaradi tega časovnega zamika, ampak sej bo, vse še bomo izpeljali tako, kot je treba in kot je prav. Torej, dobimo se ob 15:50 in z velikim pričakovanjem, kaj vse, ker vsebina je zares bogata, nam boste povedali. Hvala lepa za zdaj. Hvala, se vidimo.